sredo 5. junija je v prostorih Ljudske univerze v Slovenski Bistrici potekala predstavitev knjige Zgodbe za pogum in navdih. Začelo se je najprej z idejo, da jaz moram za svoj 60. rojstni dan nekaj narediti. In ko sem razmišljala, kaj bi to bilo, sem rekla, nazbrala 60 besed in bom vsak dan eno besedo predstavila. In to sem res naredila in hkrati videla, da so ljudje začele te besede zanimati. Zato sem idejo začela razvijati naprej in sem rekla, dajmo pa v letu 24 vsak teden predstaviti eno besedo, ampak dajmo k tem povabiti ambasadorko pa ambasadorja, če bojo oni skozi svoje oči, skozi svoje dojemanje predstavili besede. Tako začetek. Ja, v tem podvigu je lansko leto 52 slovenskih besed, sočasno je bilo 52 angleških besed, ker to delamo tudi za tudi pač v angleščini. Letos smo pa trenutno pri 23 besedi. Besede, seveda, če jih povemo skozi zgodbo, bojo ljudi še bolj potegnile, ker zgodbe so prenašalec znanja, so prenašalec modrosti. In ko smo razmišljali, kako priti do zgodb, smo prišli do ene edinstvene ideje, da eno ambasadorji besed povabne sami napišejo svoje zgodbe. In kar je bilo kar pogumno, ker nismo vsi prav pisci pa pisoči. Pa moram reči, da je bil odziv neverjeten. 52 ambasadorjev se jih je 44 odzvalo in bilo pripravljeno napisati svojo osebno zgodbo. In to so res zgodbe, ki zbereš z velikim zanimanjem. Namen je predvsem to razumeti, da besede imajo moč. Besede imajo sposobnost, da vplivajo na naše dojemanje. In če mi uporabljamo besedo, kot so krivica se mi zgodi, ali pa zaupam, da bom našla rešitev, je to bistveno drugačen odnos, ki ga imamo do sebe, do sveta okrog sebe, do izzivov, s katerimi se soočamo. In ravno s tem namenom dati v eter več teh spodbudnih besed, besede, ki dajo navdih, ki dajo pogum, s to idejo se je projekt začel. Na dogodku so se predstavili avtorji in uredniki knjige, ki so skozi izbrane besede in svoje zgodbe obiskovalce navdihnili in spodbudili k razmisleku.